tudi otroku lahko povzroči to neko stisko, ker recimo se otrok nekaj časa igra, potem pa bi rabil spet nekaj več te bližine, pa želi iti poiskati starša in starša kar naenkrat tam več ni. Si velikokrat mogoče kakšne stvari malo preveč zakompliciramo, ampak v resnici je tisto bistvo je predvsem opazovati otroka, pa imeti otroka rad. Pri starših, sploh če so recimo otroci oziroma dojenčki res navajeni samo z dojenjem zaspati, je potem veliko staršev skrbi, kako bo pa potem otrok zaspal. Vrtec, sploh v Sloveniji so vrtci kakovostni in predstavljajo tudi eno tako pomembno varovalno mrežo. Je pa res, da so velikokrat vrtci bolj mogoče nekaj, kar potrebujejo tudi starši, zato da se lahko vrnejo na delo, kot pa nekaj, kar res nujno potrebujejo otroci. Sprejemanje, da gre otrok v vrtec, je lahko tudi zelo pomembno z tega vidika, ker bo za otroka potem lažje, če bo nekako čutil, da je starš res pomirjen s tem, da gre otrok zdaj v varstvo. Ni pa seveda nič narobe oziroma je tudi dobrodošlo, da ima pa otrok recimo več oseb, na katere je navezan. Otrokovi možgani še niso dovolj zreli, da bi se lahko v vsakem trenutku vedli tako, kot bi si mi želeli. Leja, živja. Živja, Polona. Ponovno lepo pozdravljena v mojem podcastu Poslušam se. Ja, hvala tebi še enkrat za vabilo. Z največjim veseljem. Tokrat imava kar v studiu, lahko se gledava v oči, brez ekranov, se hitreje mogoče še odzova, brez kakšnih zamikov, kakor so prek Zooma. In danes bomo govorili veliko o odnosih. Je to mogoče pač v odnosu sicer med staršem in otrokom, a je mogoče kakšna povezava med tem snemanjem v živo pa povezanostjo, ki je mogoče lažje hitreje zgradiva in med to najino današnjo temo? Ja, vsekakor bi rekla, da je precej drugače. Sem zelo vesela, da se imava priložnost še tako v živo videti, ker je vsekakor drugače. Lažje, kot si rekla, se hitrejše odzivava. Se mi zdi, da je marsikdaj lahko tudi bolj pristen ta odziv, ker res vidiš neverbalno govorico človeka, res takoj dobiš tudi nek signal, lahko vzpostavljaš očesni stik in res je vse to tudi pomembno v bistvu, ko gradimo odnos z otroki, da smo res lahko tako pristno prisotni temu trenutku, se mi zdi, da je to tudi danes v živo veliko lažje. No? Super, hvala. Ta tema je tebi tudi zelo blizu, varne navezanosti. To področje si sama raziskovala v svojem magistrskem delu. Pa mogoče za tiste, ki pač jaz tvoje vsebine bogate spremljam pa moje že od samih začetkov, kar imam Instagram, ki te še ne poznajo, mogoče če se lahko na hitro predstaviš, mogoče v parih stavkih, pa tvoje pač delo. Sem Leja Mavko, sem psihologinja in razvojni kotiček je tak moj kotiček na spletu, pa tudi malo v živo, kjer pripravljam različne vsebine za starše, skrbnike predšolskih otrok. Ukvarjam se tako s spanjem, pa z vzgojo, predvsem mi je pa blizu ta čustveni svet, ta svet navezanosti in tako kot si rekla, v bistvu sem tudi v magistrskem delu to varno navezanost raziskovala, ker sem ravno takrat nekje začela odkrivati ta koncept oziroma kako je ta varna navezanost res tesno povezana s tem, kako se odzivamo na otroka, tudi kako vzgajamo, tako da je potem iz tam šlo nekako spontano naprej na to, da so zdaj različne vsebine, predavanja, delavnice pa programi v živo tudi na voljo in se nekako vedno znova vračamo k temu bistvu odnosa, ker se mi zdi, da je en tak temeljno potem za naprej, kot bova verjetno tudi še kaj naslovili. Bova, zagotovo. Lepo vod si naredila. Zanima me, kako bi pa sploh to besedno zvezo, varna navezanost, mogoče razložila za tiste, ki jim mogoče ni tako blizu. Ja, je mogoče kar taka abstraktna beseda, ampak v resnici gre predvsem za ta čustven odnos, ki se zgradi med otrokom pa med starši. Se pravi, ta res neka tesna povezanost, to, da ima
preprosto povedano, otrok nekoga zelo močno rad in verjame, da bo za njega poskrbel. Mogoče lahko tako še najbolj preprosto rečeva, pač nek ta čustven, tesen, povezan odnos, ki se zgradi med otrokom pa med njihovimi starši, potem oziroma lahko tudi med kakšnimi drugimi skrbniki, ki za otroka skrbijo. Ki so mu pač najbližji. Ja. Zakaj pa sploh imamo to potrebo, oziroma zakaj se navezujemo tako močno? Ja, v bistvu je to tisti glavni način, ki otroku sploh omogoča preživetje, ker se dojenčki rodijo zelo nebogljeni, ne morejo zase poskrbeti in je v bistvu ta navezanost, to, da se otrok naveže na neko odraslo osebo, ki za njega skrbi, v bistvu tisto, kar otroku sploh omogoča preživetje, ker mu omogoča, da ima res tam neko osebo, ki bo za njega poskrbela, ki mu bo na voljo, ki mu bo dala varnost, hrano in streho nad glavo in tudi en tak čustven občutek varnosti, tako da se je izoblikovala evolucijsko ravno zaradi tega, da sploh mladiči lahko preživijo. No? Ja, pa se v bistvu je potem tudi pomembno, imamo to ne samo s sabo, ne, kako se pač navezujemo na odrasle, je pa tudi to v odraslosti vpliva. Ne? Ja, super, da si to omenila, ker je pri vseh otrocih se pač to zgodi, da se na svoje starše pa na skrbnike navežejo, ampak se pa res lahko različno oblikujejo te odnosi glede na to, kakšen odnos, kakšno odzivnost v bistvu otroci dobijo in ja, ne samo, da zagotavljamo otrokom pa dojenčkom preživetje, ampak se v bistvu preko tega odnosa tudi en tak način, kako se sploh navezovati, kako oblikovati odnose, potem v otroku tudi oblikuje. En tak model tega, kako sploh vstopati v odnose, kaj v odnosih pričakovati, kako izražati čustva, kaj pričakovati potem recimo tudi od oseb, ki so nam blizu in se potem tudi te vzorci, ki se že v otroštvu izoblikujejo, potem predstavljajo eno tako vstopno točko tudi za odnose v odraslosti in se lahko potem neke iste stvari tam tudi ponavljajo, zato ker je v bistvu to eno znanje, ki ga nosimo s sabo in potem tudi v odraslosti je seveda tam še vedno prisotno. Pa mogoče nam pol pri vzgoji svojih lastnih otrok te vzorci kdaj, mislim, da se otroci učijo, mogoče saj iz svoje izkušnje, no, da me uči hčerka, pač da vidim lažje, tukaj pa se moram jaz kaj predelati najprej. Pa mogoče hitro pridemo, ker se danes tudi pogovarjava o vzgoji, o odnosu, hitro starši pridemo do tega, da si želimo, ali pa mogoče sploh v svetu teh družabnih omrežij, popolnosti oziroma popolnega odziva in mislimo mogoče, da bo pa ta zamajal, če pač ko se ne popolno odzovemo, ker smo ljudje, mislimo, da bo zamajal ta odnos, ta varno navezanost. Kako je s tem popolnostjo? Ja, zelo hitro se mi zdi res, kot si rekla, ko je toliko enih informacij, pa sploh, ker mogoče recimo tudi jaz osebno pač predstavljam neke scenarije, ki so mogoče idealni, nek način, kako bi se želeli odzivati. Je pa res razumljivo, da se ne odzovemo vedno tako in na srečo pa po eni strani tudi logično ta odnos ni tako zelo šibek, tako zelo krhek, da bi ga recimo en tak nepodporen odnos recimo zdaj čist uničil in poteptal vse, kar smo mogoče prej gradili, tako da je čist normalno, da kot si rekla, smo ljudje, včasih je dolg dan, je naporen dan, včasih tudi otrokovo vedenje mogoče v nas kaj vzbudi, kar je iz kakšne pretekle izkušnje recimo prišlo in potem zaradi tega recimo se tudi ne zmoremo vedno odzvati podporno, ampak čist v vsakem trenutku lahko tudi imamo to moč, da prepoznamo, nisem se zdaj odzvala tako, kot bi si želela, tudi otroku lahko povemo, žal mi je, ker sem se tako pogovarjala s tabo, ne želim s tabo recimo komunicirati na tak način in so v bistvu tudi te trenutki čist enako pomembni za varnost tega odnosa, kot pa recimo to, da se pa velikokrat tudi odzovemo na tak način, kot bi si želeli. Ker otrok potem dobi tudi eno sporočilo, da
niso odnosi vedno popolni, ampak tudi če pride recimo do kakšne take točke, do enega konflikta, do tega, da včasih nismo ravno čisto povezani, da nismo ravno zdaj na isti strani, a ne, da še vedno lahko potem najdemo eno pot nazaj k tej povezanosti, k temu odnosu. Tako da vedno se da potem te odnose tudi popraviti in vsekakor ni potrebno, da smo stalno popolni, pa v bistvu tudi je za otroka dobro, da nismo skozi popolni, zato da on dobi tudi to izkušnjo, kako je kdaj kaj narediti mogoče drugače, kot bi si želeli, pa potem to prepoznati, pa prevzeti odgovornost, pa se opravičiti, pa potem spet vzpostaviti odnosno. Mogoče bi tukaj sam še to tudi dodala, da ne samo v trenutkih je ok, če se ne odzovemo recimo podporno, pa potem to popravimo, ampak tudi recimo ta varnost tega odnosa, pa kakšen odnos gradimo, ni to nekaj, kar bo zdaj zacementirano zavedno. Tudi recimo, če mogoče prva leta niso ravno takšna, kot bi si starši želeli, ali pa mogoče starši šele kasneje pridejo potem do nekega novega znanja, pa se začnejo recimo odzivati drugače, se potem odnos vedno lahko tudi spremeni, ni zdaj zacementirano in izgubljeno vse, če pa mogoče v prvih letih starši niso imeli še nekega znanja, pa mogoče niso se še odzivali na otroka tako, kot bi si sami želeli. Super, se mi zdi zelo tako spodbudno to, da je vedno možno graditi ta odnos, da je vedno pač tudi, če vmes se mogoče malo poruši oziroma nam ne uspe tako, kot si mi zamislimo, želimo, da potem znova zgradimo in da lahko to naredimo. Hvala za to. Mogoče tukaj še to, pač večkrat sem prebrala, da je dovolj, da ima otrok eno, da je dovolj, da je pomembno, da ima otrok vsaj eno osebo, na katero je navezan varno. Mogoče kaj več o tem. Ja, v bistvu za varna navezanost je en tak zelo velik zaščitni faktor. V bistvu otrokom, tistim, ki imajo to izkušnjo varne navezanosti, res lahko pomaga pri tem, da se zdravo čustveno razvijajo, da so bolj čustveno stabilni, bolj čustveno zdravi. Otroci, ki imajo to izkušnjo varne navezanosti, imajo recimo manj verjetnosti, da bodo kasneje depresivni, tesnobni, bolje se znajdejo tudi v različnih odnosih, rešujejo konflikte, se spoprijemajo s stresnimi situacijami, skratka, ima res ta varen odnos, veliko enih pozitivnih izidov in za te pozitivne izide je načeloma dovolj, da ima otrok eno to izkušnjo varne navezanosti, se pravi, da ima vsaj eno osebo v svojem življenju, ki se res odziva na njegove potrebe, ki je res ena taka zanesljiva točka skrbi, na katero se otrok res lahko zanese, pa je v tem odnosu potem tudi sprejet. Ni pa seveda nič narobe oziroma je tudi dobrodošlo, da ima pa otrok recimo več oseb, na katere je navezan, čist tudi iz evolucijskega vidika, če se zgodi kakšna nevarnost ali pa da otrok recimo nekaj potrebuje, je veliko večja verjetnost, da bo to dobil, če ima v sobi recimo vsaj dve osebi, na katere se lahko zanese, kot pa če ima samo eno osebo v svojem življenju, ki mogoče potem včasih tudi ni prisotna. Ja, ta podporna vas. Ja, točno tako, ja. Zanima me še tukaj, kako pa lahko, sicer se že zelo lepo s tem odzivanjem na potrebe otrokove opisala, ker se mi zdi, da včasih smo še vedno mogoče zmedeni starši, ki so pa tudi kakšni določeni nasveti, da pač otroka dojenčka lahko recimo razvadiš, če ga nosiš v naročju preveč, ali pa če se pač v narekovajih neprimerno ali pa pač obnaša tako, kot mi ne želimo, da potem ga pač ignoriri ali pa pošelj time out, oziroma pač ne vem, kako bi po slovensko to besedo. Kako pa pravijo pač sodobne nevroznanstvene raziskave in teorije navezanosti na te trditve neodzivanja? Ja, v bistvu vedno več raziskav tudi kaže, veliko jih je že, pa še vedno več se jih zdaj na novo
izvajano in vedno več raziskav, tudi z vidika recimo možganov in nevroznanosti, kot si rekla, kaže na to, kako zelo pomembna je v bistvu odzivnost na otroka. Se pravi to, da ima otrok ob sebi res nekoga, ki ga sliši, ki sprejme njegova čustva, ki se odziva nanj tudi takrat, ko mogoče se otrok ne vede tako, kot bi si mi želeli, pa res ni, včasih jaz tudi slišim, recimo, da je to zdaj neka novodobna muha, pa ne glede na to, da recimo zdaj prihaja vedno več raziskav, je tudi ogromno raziskav z tega področja, ki so že veliko desetletij tudi narejene in ni to v bistvu nekaj novega, samo zdaj se mogoče malo več o tem govori, ampak ja, ideja je, da je v bistvu najbolj podporno to, da se na otroka res odzivamo. Se pravi, da tudi takrat, ko se otrok mogoče ne vede tako, kot bi si želeli, da smo vseeno tam za njega. Zato, ker je ravno ta odnos, to, da je z otrokom tam nekdo, tudi takrat, ko je otroku mogoče težko, bo ravno tisto, kar bo gradilo po eni strani varno navezanost, ki recimo pomaga potem tudi otroku, da bo sčasoma znal sam bolje umirjati, uravnavati svoje čustva, da bo znal tudi bolje prilagajati potem svoje vedenje. In tukaj mogoče, če samo malo skrenem še z tega odgovora, velikokrat se pol pojavi tudi prepričanje, da otrok recimo nekaj počne nalašč in da si zaradi tega recimo potem ne zasluži takrat naše pozornosti oziroma tega odnosa, ampak v resnici otrokovi možgani še niso dovolj zreli, da bi se lahko v vsakem trenutku vedli tako, kot bi si mi želeli. Otroci imajo sploh v primerjavi z odraslimi še res nezrele možgane in čeprav se nam zdi recimo dokaj preprosto izbrati eno želeno vedenje v primerjavi z nekim vedenjem, ki mogoče ni toliko zaželeno v družbi, če se nam odraslim zdi zelo preprosto samo razumeti, zakaj pa recimo ob 10 zvečer ne moremo iti na sneg, če je pa zunaj poletje ali pa kaj podobnega, ampak pri otrocih je pa to res težko, ker njihovi možgani še ne zmorejo razmišljati na tak način in v bistvu tudi kakršnokoli neželeno vedenje, nagajanje, nesodelovanje ni nekaj, kar otroci počnejo nalašč, ampak je v bistvu posledica tega, da mogoče otrok nekaj potrebuje, da je mogoče utrujen, da ne zmore zdaj izbrati neke boljše rešitve oziroma bolj primernega vedenja, zato ker ne more nadzirati svojih impulzov, ker ni zmožen se ustaviti pa premisliti, kaj bi bil pa zdaj v določeni situaciji najbolj primeren odziv. In v bistvu s tem, ko prepoznamo, da otrok tega ne dela nalašč, s tem, ko se odločimo, da se tudi takrat, ko mogoče otrok dela nekaj, kar nam res ni všeč, da se odzovemo, da seveda postavimo mejo, ampak vseeno ostanemo skupaj, ostanemo v tem odnosu, ne zavračamo zdaj otroka zaradi tega, ker recimo ne zmore nadzirati svojih čustev ali pa impulzov. Z vsem tem bomo to odzivnost pravzaprav dejansko nudili otroku in prek tega potem gradili odnos tak, kot si ga želimo, kjer bo otrok res sprejet. Super. Pa zelo mi je všeč, ko si poudarila pa meje, ker se mi zdi, da mogoče glih ta del, da smo ob otroku vsem pa postavimo meje, da včasih pač zamešamo oziroma tako nam zmanjka. Se velikokrat pol zgodi, da gremo ali v eno skrajnost ali pa v drugo, da mogoče samo želimo vzgajati pa postavljati meje, pa se nam zdi, da je to samo tisti glavni fokus vzgoje, da tukaj ni prostora za čustva, ali pa po drugi strani, da takrat, ko pa govorimo o tem, da je treba recimo tudi prepoznati, kako se otrok počuti, povedati, razumem, da ti je težko, da se pa pri tem delu pa včasih kar pozabi na meje. Ampak v resnici gre to dvoje zelo dobro z roko v roki. Mi lahko rečemo, razumem, da ti je težko, pa tega ti zdaj še vedno ne dovolim. In bo to v bistvu tisto, kar bo pripeljalo do najboljših izidov v vzgoji, da je otrok v bistvu ima neke meje, ima neke smernice, tudi kaj se od njega pričakuje, kaj je dovoljeno, kaj ni, ampak hkrati se pa v tem celotnem procesu še vedno počuti slišano, pa sprejeto, pa ima tam ob sebi nekoga, ki je empatičen do njega v bistvu. Ko se vede do njega na en tak človeški način, se mi zdi, da je velikokrat, da to malo preveč zakompliciramo, ampak v bistvu samo moramo se do otroka vesti tako, kot bi se mogoče tudi do kakšne odrasle osebe takrat, ko je težko. Prav otroka včasih res to mogoče, ker pozabimo, pač mogoče res
zakompliciramo te besede. Kako. Pa, kar si prej omenila, da se pač otrokovi možgani razvijajo in v bistvu zaradi nerazvitosti tudi težje pač sprejemajo mogoče nam racionalne odločitve takrat. Čeprav se mi zdi, da kdaj tudi nam odraslim težko, sploh v kakšni situaciji. Ampak v bistvu se možgani razvijajo do 25 leta, zdaj po novih odkritjih. Se pravi, mogoče je to tudi pol lahko pač najstnike tudi mogoče pol kdaj zarazumeti. Ja, definitivno pri otrocih se mi zdi, da mogoče še malo lažje na začetku sprejmemo to, da še odraščajo, pa da se še učijo. Ampak v bistvu te logični deli možganov, ta sprednji deli možganov, prefrontalni korteks, kjer so v bistvu vse te funkcije, ki so dejansko povezane s tem, da nismo tako impulzivni, da znamo svoja čustva uravnavati, da ne izbruhnemo recimo v nekih neprimernih situacijah, da znamo tudi poiskati, kaj je tisto, kar nam dejansko pomaga, da se umirimo, pa to, da logično razmišljamo, da razmišljamo tudi o posledicah dejanj. Vse to se nahaja v teh logičnih delih možganov in tam nekje med 5. in 7. letom lahko pričakujemo, da bo otrok malo več zmožen recimo poslušati, sodelovati oziroma tudi kakšna čustva, da bo lažje predelal, da mogoče bo razumel, da česa ne sme, če bi bil pa star recimo še 3 leta, bi pa to recimo vodilo v en velik čustveni izbruh. Skratka, so neki napredki, ampak tam do nekje sredine 20 let pa v bistvu še trajano, da se možgani res v polnosti razvijajo, tako da ja, tudi za najstnike, čeprav mogoče že izgledajo, da so odrasli in da od njih lahko pričakujemo enako kot od odraslih, je dejansko treba res tudi razumeti, da tudi njihovi možgani še ne delujejo čisto tako, kot pa odrasli. Ja, je to področje še bi lahko, po mojem, prav imeli poseben pogovor na to temo, pa se mogoče vrnemo vse na te, oziroma predšolske, šolske, do 6., 7. leta recimo. Kako lahko, kateri so pa konkretni primeri, prej si že, mislim, veliko tem si omenila, pa mogoče, da si starši znajo predstavljati, mogoče par konkretnih primerov, kako graditi ta odnos skozi vsak dan, da vidijo, da ni mogoče nič tazga, ta varna navezanost. Ja, jaz recimo varno navezanost zelo rada razlagam s prispodobami iz programa Krog varnosti, ki je v bistvu namenjen ravno temu, da staršem pomaga razvijati varno navezanost. In tam govorimo o 2 sklopih potreb. Ene so potrebe raziskovanja, ene so pa potrebe navezanosti in pa bližine. In v bistvu sta ta 2 pola sta enako pomembna za to, da se varna navezanost razvije. Pri potrebah raziskovanja gre za nekaj, kar je večini staršev lahko zelo blizu. Se pravi, da recimo se skupaj z otrokom, ki igrajo, se takrat res odzivajo na njega, se skupaj veselijo, pa po drugi strani tudi takrat, ko mogoče otrok sam raziskuje, da ga tudi pustijo, da je otrok tudi postaja samostojen, da se potem počasi tudi vedno večkrat oddalji od starša. Tako da to je en del tudi potreb navezanosti, ki je tudi zelo pomemben, pa mogoče se večkrat osredotočamo na tisti drug pol, pa v tem raziskovanju ne govorimo tako veliko. Potem so pa tukaj še pa te čustvene potrebe oziroma potrebe po bližini. Tukaj pa konkretno recimo mi v Krogu varnosti govorimo o tem, da takrat, ko otrok potrebuje neko pomoč, da mu pomagamo. Da takrat, ko otrok rabi recimo bližino, ko išče objem, ko išče tudi stik z nami, da se odzovemo. Se pravi, da se preprosto zanimamo za otroka, da se z njim pogovarjamo, da ga vzamemo v naročje, da ga objamemo. Potem pa še en zelo velik del tukaj je pa tudi recimo podpiranje potem čustev, da takrat, ko je otrok recimo žalosten, da ga ne takoj zamotimo z neko igračo, da ga ne takoj usmerjamo na ti rajš zdaj mi zgradite en stolp, pa bova tam recimo se nekaj igrala, ampak da nekaj časa ostanemo v teh čustvih, da samo smo tam z otrokom, da recimo otroka držimo v objemu, da mogoče samo sedimo zraven njega, pa spet prepoznamo, tudi je pa res težko, si res razočaran, si res žalosten danes, kakšna velika čustva in samo pustimo otroku, da v bistvu da ta čustva ven, mi smo pa tam neko
varno sidro, ki zraven otroka recimo sedi in mu nudi potem še vedno to empatijo, ta odnos in otrok potem lahko tudi v enem svojem tempu ta čustva da ven iz sebe, res izrazi vse tisto, kar ga moti in potem nadaljujemo z dnevom. No, tako da čisto ta odzivnost na potrebe otroka, ne glede na to, kje se otrok nahaja, ali zdaj rabi pomoč, ali rabi malo svobode, da raziskuje, ali rabi mogoče tudi mejo, ali nekoga, da ga posluša. Vse to so ene take čisto vsakodnevne situacije, ki se v bistvu res velikokrat pojavljajo in lahko preko njih potem gradimo ta varen odnos s tem, da se odzovemo na tak način, kot otrok tudi takrat potrebuje. Kje imamo pa starši pri tem, se ti zdi, no, ker imaš veliko stika s starši, največ izzivov? Kako pač tvoje opažanje? Načeloma je tako, da je od izkušenj v otroštvu, o katerih sva prej tudi govorili, lahko veliko odvisno to, kje bo imel starš recimo več težav. Jaz lahko rečem tako anekdotsko, no, kar sem imela jaz izkušenj starši, jih več poroča o tem, da imajo izzive recimo ravno pri tem sprejemanju čustev, ker je to, da ima otrok recimo en velik čustveni izbruh, že samo po sebi lahko včasih stresna situacija, potem pa sploh, če imamo mogoče sami izkušnje, da mogoče pa naša čustva niso bila sprejeta na tak način, je lahko potem pri otroku to težko dejansko narediti, ostati miren, pa samo pustiti otroku, da recimo ta čustva izraža. Se pa lahko tudi glede na izkušnje iz otroštva zgodi, da imajo pa kakšni starši tudi več težav, recimo pa pri dopuščanju tega raziskovanja, da jim je mogoče zelo težko pustiti otroka, da gre recimo sam raziskovati, da mogoče težko recimo se držijo malo nazaj, takrat, ko jih otrok recimo v nekem trenutku ne potrebuje. Tako da je čist od tudi nekih osebnih izkušenj lahko odvisno, kje je pol več nekih izzivov, ampak to podpiranje čustevno se mi zdi, da je že samo zaradi situacije, ki je pogosto intenzivna, potem lahko za veliko staršev kar izziv. Ja, bi kar potrdila. Sploh se mi zdi, če mogoče pri malčkih, ker čustveni izbruh traja dlje, pa postaviš mejo in je pa res, moraš najprej sebe zregulirati. In je ta del, ki se mi zdi, da pač večina ali pa vsaj neki nas nima toliko izkušenj ali pa ni imel, kako sebe zregulirati, kako ostati miren v takih trenutkih, da je ta del, no. Ja, ker pa ni samo to, da se moraš odzvati na otroka, ampak moraš še zase v bistvu najprej poskrbeti, preden lahko pa sploh za otroka poskrbiš. Se bom pa navezala, pa mogoče v začetku nisem omenila, da se bomo danes navezali tudi na eno temo, ki je pa zelo povezana z varno navezanostjo, in sicer zdajle se približuje mesec september. In ena prelomnica, ki čaka kar nekaj otrok, malčkov, nekaterih še dojenčkov, v bistvu pri 11 mesecih, je vstop v vrtec. Kako pa sta povezani varna navezanost in ta prehod v vrtec oziroma v drugo, lahko tudi drugo obliko varstva? Ja, ta odhod v vrtec ali pa varstvo se mi zdi, da je prav ena taka prototipična situacija teh potreb navezanosti pa tega, kar se v bistvu dogaja v sklopu teh potreb navezanosti, ker v bistvu otrok, ko gre v vrtec, po eni strani se ločuje, se pravi od starša, ne? Se mora zgoditi ta ločitev v odnosu, ko zdaj otrok recimo ni več skupaj s svojimi starši. In v vrtcu potem se mora nekako navaditi, raziskovati, kako se oddaljiti od starša, kako v bistvu sprejeti ta nov prostor. Po drugi strani se pa tudi pojavi recimo veliko enih čustev lahko, ki jih je potrebno sprejeti, tako da je tudi to potem ena priložnost za gradnjo tega odnosa, pa hkrati mora tudi otrok v bistvu ta varen odnos zgraditi tudi z osebami, ki bodo zdaj za njega po novem skrbele. Se pravi, da otrok tudi spozna vzgojiteljice, vzgojitelje, da tudi mogoče starimi starši oziroma s tisto osebo, ki jih bo pazila, da zgradi en nov odnos, tako da se v bistvu te potrebe navezanosti skozi ta celoten proces potem pojavljajo, prepletajo in z vidika tega, da mora starš podpirati te potrebe, dopustiti raziskovanje, pa sprejemati čustva, ki se ob tem pojavljajo, do tega, da mora tudi ta
nova oseba v bistvu postati potem en vir varnosti za otroka, da se bo lahko otrok potem tudi v tem novem okolju oziroma v tej novi dinamiki prijetno pa varno počutil. Ja, res pomembno. Zakaj pa je sploh pomembno, da se pripravimo na uvajanje v vrtec? Uvajanje je za veliko otrok precej nova izkušnja. Velikokrat so otroci, preden grejo v neko varstvo, so v bistvu večinoma pri starših doma, vsaj trenutno se mi zdi, da je to neka pogosta praksa v našem prostoru, da so otroci res doma tekom celotne porodniške, da mogoče nimajo tako veliko izkušenj z novimi varstvi oziroma s tem, da tudi kakšne druge osebe za njih skrbijo in je lahko ta prehod potem v novo dinamiko res velik, sploh pa, če gre otrok še recimo v vrtec oziroma v varstvo, kjer oseb prej ni poznal. V bistvu otrok vstopa v eno okolje, ki je njemu čisto nepoznano, kjer je obkrožen z otroki, ki jih tudi ne pozna, z vrstniki, ki jih šele mora sprejeti, spoznati, tudi osebe, ki za njega skrbijo, so nove, se mora ta odnos čist na novo oblikovati in v bistvu s tem, ko se pripravljamo na vrtec, otroku želimo vsaj malo olajšati tudi ta prehod, da bo mogoče malo manj te negotovosti, da vsaj približno otrok malo ve, kaj pričakovati oziroma da se potem tudi počasi navaja na te nove rutine, na nove ljudi, da bo počasi lahko zgradil potem tudi tam en občutek varnosti, ki je v bistvu res pomemben za to, da se otrok dobro počuti tekom dneva, ker bo v varstvu verjetno preživljal več ur in je smiselno, da delamo na tem, da se otrok potem tam dobro počuti. Ja, pa v bistvu moramo tudi mi sprejeti to. V bistvu je tudi priprava na staršev, ne moramo biti mi ok s tem, pač, da vemo, da smo dali otroka recimo v varne roke, a ne? Ja. Je tudi priprava na staršev, verjetno. Vsekakor, pa tudi za, recimo za večino mam, ki ostajajo na porodniški, je to, da gre otrok v vrtec, velikokrat pomeni, da tudi one recimo gredo potem v službo po eni strani, oziroma že samo to, da bodo zdaj več ur na dan recimo starši tudi ločeni od svojih otrok, ki so bili prej veliko časa skupaj, je tudi to za starše v bistvu lahko ena velika sprememba in lahko potem tudi zahtevano veliko enega prilagajanja, lahko sproža tudi veliko enih čustev na strani staršev in to se mi zdi sploh pomembno, kar si omenila, to sprejemanje, da gre otrok v vrtec, je lahko tudi zelo pomembno z tega vidika, ker bo za otroka potem lažje, če bo nekako čutil, da je starš res pomirjen s tem, da gre otrok zdaj v varstvo, če bo otrok videl, da je tudi staršu ok v tem novem prostoru, da se starš recimo tudi z vzgojitelji, z vzgojiteljicami pogovarja, tudi otrok potem dobi sporočilo, da je očitno to en varen prostor, da so to prijetne osebe in se tudi otrok potem lahko malo lažje prilagodi na vse te novosti. Ja, koliko časa pa naj traja to uvajanje v vrtec oziroma varstvo? Toliko časa, da bo otrok se lahko postopno navadil na uvajanje. Sicer se velikokrat omejuje nekako po dnevih, ampak če želimo iti res postopno, je najbolj smiselno, da mogoče nimamo zdaj ene točne številke dni v glavi, ampak da gremo potem, kako se otrok odziva. Kakšni otroci so res taki, da pridejo recimo v vrtec in so tam navdušeni in raziskujejo in mogoče sploh ne vidijo, da je starš še tam nekje in se brez težav poslovijo, pa bo tam lahko uvajanje recimo zelo kratko, ali pa mogoče, če je otrok tudi starejši, pa se z njim lahko že več pogovarjamo, bo tudi tam mogoče uvajanje lahko malo krajše, medtem ko pri drugih otrocih je pa lahko uvajanje malo daljše, če rabijo res več časa, da se v bistvu navadijo na nov prostor, na nove osebe, da zgradijo te odnose, tako da je najbolje, če je ta možnost, da se nekako postopno potem otroka uvaja, pa da se na podlagi tega, kako se otrok prilagaja, potem tudi ravna pri ločitvah oziroma pri tem, koliko časa je otrok v vrtcu, kdaj se starš vrne, da se res potem čist v trenutku odločamo glede na otroka.
Se pravi, je zelo pomembno, da to skomuniciramo z vrtcem oziroma z vzgojiteljicami, tako in da sledimo v bistvu otroku. Ja, tudi vzgojiteljice so tukaj res lahko zlata vredna podpora pri tem procesu, ker velikokrat starši tudi vidijo otroka, recimo takrat, ko se od njega poslovijo, ne vidijo pa, kaj se zgodi recimo potem. In so vzgojiteljice tudi tukaj res pomembne, da povejo mogoče, a je bilo otroku res težko, a je mogoče jokal samo 2 minuti, potem se je pa recimo spet zelo preprosto zaigral, ga je bilo možno potolažiti, tako da ta komunikacija, pa sodelovanje z vzgojitelji oziroma če gre otroku kakšno drugo varstvo, je res zelo pomembna, pa v bistvu ravno s tem, ko vsi strokovni delavci oziroma varuhi, skrbniki pa starši stopijo skupaj, se res potem lahko za otroka najboljša izkušnja uvajanja potem tudi ustvari. Super, ja, to sodelovanje je res ključno, ta komunikacija. Kako bi pa rekla, večkrat dobim to vprašanje, pa mogoče tudi se mi zdi, kdaj tudi na že večjih teh strokovnih, kdaj je za otroka sploh razvojno, da potrebuje recimo za razvoj socialnih veščin ta vstop v vrtec oziroma varstvo, kdaj ga ali pa kdaj ga stroka priporoča, tako. Ja, mogoče bi tukaj omenila samo še to, da je vrtec, sploh v Sloveniji so vrtci kakovostni in predstavljajo tudi eno tako pomembno varovalno mrežo, recimo za otroke, ki mogoče doma, ki prihajajo iz kakšnih okolij, ki niso najbolj podporna, je v bistvu zelo pomembno, da so otroci recimo vključeni v vrtec, ker tam lahko potem dobijo eno dodatno podporo, dobijo eno pozitivno izkušnjo, lahko navežejo potem tudi odnose z vzgojiteljicami, ki velikokrat potem recimo za otroke lahko predstavljajo tudi eno pomembno figuro varne navezanosti. Z vidika razvoja pa socialnih veščin pa vseeno ni vrtec nekako nujno potreben, ker lahko otrok recimo te socialne izkušnje dobi tudi v kakšnih drugih okoljih, s tem, da je mogoče doma, pa potem je vključen v kakšne krožke oziroma v kakšne druge situacije, kjer lahko recimo tudi navezuje stike, kjer se lahko potem tudi na tak način razvija. Mogoče kdaj recimo otroci iščejo več tega stika, je običajno tam nekje po 3. letu starosti. Tudi če opazujemo igro otrok, je pred 3. letom starosti zelo individualna. Lahko se sicer otroci mogoče sedijo skupaj na tleh, ampak večinoma se igrajo več ali manj sami oziroma ne znajo na tak način koordinirati te igre, se dogovarjati oziroma skupaj igrati v temu pomenu besede, da bi dejansko se zdaj skupaj usklajevali. Ti boš zdaj recimo zdravnik, pa jaz bom bolnik, pa ti me boš zdravil, pa bo en gasilec, pa bomo nekaj počeli. Skratka, to usklajevanje, pa res ta skupna igra se ponavadi po 3. letu starosti več začne pojavljati. Tako da takrat je potem smiselno, da prepoznamo tudi, če otrok recimo išče več nekih socialnih stikov, da potem to otroku tudi ponudimo. Je pa res, da je vrtec za veliko otrok je lahko v bistvu zelo super spodbuda, tudi otroci se v vrtcih veliko naučijo, veliko stvari počnejo, tako da so lahko vrtci odlična izbira. Je pa res, da so velikokrat vrtci bolj mogoče nekaj, kar potrebujejo tudi starši, zato da se lahko vrnejo na delo, kot pa nekaj, kar res nujno potrebujejo otroci, ker lahko v bistvu otroci določene izkušnje tudi dobijo na kakšen drugačen način. Pa res ne želim zdaj s tem reči, da so vrtci kakorkoli slabi, samo da mogoče včasih malo preveč poudarjamo ta vidik socializacije, kljub temu, da lahko mogoče otrok dobi te izkušnje tudi na kakšen drugačen način. Je pa seveda lahko vrtec super podpora, pa tudi eno tako pomembno varovalo in pomaga v bistvu tudi otroku se razvija, dobi otrok neke nove izkušnje v vrtcu, ki jih mogoče kje drugje potem tudi ne dobi. Super, se mi zdi, da se res lepo to predstavlja. Ja. Da je v bistvu pač nekateri starši, sploh če imajo možnost, ali pa pač če se pač tudi odločijo, recimo ali mamice, ki so na porodniški, ali pa tako z drugim otrokom, pa se pa še odločijo. Se mi zdi fino, ampak ja, določeni, večina
pa pol se res želi vrniti na delo in je pa tudi, ko si rekla, ja, sem pa nas res vrti kakovostni. Imamo pa tudi poleg vrtcev, vse starši tudi lahko odločamo za druge oblike varstva. Mogoče vem, da se nate tudi prek Instagrama tako večkrat obrnejo, kako pač, kere oblike ali kako to. Ja, se mi zdi, da je tudi tako vedno več mogoče ponudbe, vedno več možnosti. Veliko staršev recimo ima tudi možnost, ne vem, da so otroci pri starih starših, pa lahko tudi to za njih potem deluje, ali pa recimo se odločijo, da mogoče takoj, ko grejo starši nazaj na delo, da mogoče otrok nekaj časa ostane še pri starih starših, pa gre potem v vrtec. Nekateri starši se poslužujejo recimo tudi možnosti varuške, sploh če imajo mogoče krajše delavnike ali pa recimo varstvo potrebujejo za nek krajši čas, pa potem recimo lahko ena oseba tudi pride na dom pa na otroka pazi. Potem pa obstajajo tudi različne oblike zasebnih varstev, od mogoče res kakšnih manjših skupinic, kjer je samo nekaj otrok v varstvu, do recimo gozdnih varstev, do Montessori vrtcev, se pravi, potem so tudi tukaj še različne oblike varstva oziroma vrtcev, ki imajo pa potem mogoče tudi v dinamiki ali pa pristopih ali pa v prevladujočih aktivnostih potem tudi neke posebnosti, tako da se starši potem velikokrat odločajo tudi, ali gre otrok v javni vrtec, bi mogoče zbrali tudi neko manjše varstvo, tako da je čisto odvisno potem tudi od tega, kaj si mogoče starši želijo za otroka, pa tudi včasih čisto od nekih preferenc. Kakšni starši recimo res potrebujejo to, da se vrtec oziroma varstvo, da je na voljo zelo zgodaj, ker recimo zgodaj začenjajo službo, pa tukaj lahko zelo velikokrat v poštev pride potem mogoče kakšen javni vrtec, medtem ko drugi starši rabijo mogoče samo par dni na teden varstvo, pa je recimo kakšno zasebno varstvo potem tudi lahko super izbirano, da se zadovolji v bistvu to, kar starši potrebujejo, pa kar želijo tudi otroku potem ponuditi. Ja, pa super je, da je res več izbire in pa lahko glede na svoje želje to izberemo. Kako je pa s tem, recimo, kdo naj uvaja v vrtec? Večkrat je naj oče, naj mama ali pač oba. Kako ti priporočaš? Jaz najbolj staršem priporočam, da naj se odločijo glede na to, kaj se jim zdi, kdo je tista oseba, ki bo lahko res tam za otroka. Se pravi, da bo mogoče manj obremenjena recimo s svojimi čustvi oziroma da zna svoje čustva tudi dobro regulirati. Se pravi, da zna recimo tudi neke strahove, tesnobo, da mogoče o tem razmišlja naprej, da zna potem tudi to, da ima na voljo kakšne strategije, s katerimi lahko recimo ta svoj strah tudi umiri, da lahko je potem res tam prisotna za otroka, da lahko res potem je odzivna na otrokove potrebe, pa otrokove potrebe zadovoljuje. Jaz osebno zelo nerada tako splošno samo rečem, zdaj pa je eden od staršev tisti, ki je bolj primeren, ker se mi zdi, da imajo otroci lahko z enim ali pa z drugim staršem lepo izkušnjo uvajanja. Oba starša lahko sta tam na voljo za otroka, podpirata otrokove potrebe, je pa mogoče smiselno razmišljati samo z tega vidika, da bo tisti starš, ki bo uvajal, res zmožen potem biti tam za otroka, sprejeti njegova čustva, pa vseeno recimo konkretno mogoče takrat, ko otrok joka, zaupati v to, da ga bo vzgojiteljica tudi recimo potolažila, pa nekako samozavestno povedati, jaz zdaj grem, rad te imam, se vrnem potem nekoliko kasneje, da ne obremenjujemo potem otroka še dodatno mogoče z nekimi našimi stiskami, ampak ja, da smo res tam lahko za otroka. Ja, to si dobro, ker sta zaključek, da se poslovimo, da povemo, pridem nazaj, rad te imam, hkrati pa ne obremenjujemo, meni je težko ali kakorkoli. Pa mogoče druga skrajnost, da se sploh ne bi poslovili. Kako je s tem? Ja, to poslavljanje je v bistvu res pomembno ravno za to navezanost, o kateri sva tudi govorili, za
to, da se otrok počuti varno znotraj odnosa, ki ga ima s staršem, mora otrok res zaupati v to, da je starš tam za njega, da mu je tam na voljo. In v bistvu tudi, ko se otroci, recimo konkretno v vrtcu, ko se malo oddaljijo od starša, ko gredo pogledati igrače, ko se mogoče malo tam sami zaigrajo, se tam zaigrajo ravno zaradi tega, ker se počutijo varno, ker so prepričani, da jih starš tam še vedno opazuje in verjamejo, zaupajo v to, da tudi če bodo starša potrebovali, da se lahko potem vrnejo po njega, da lahko spet pridejo v njegov objem. In s tem, ko starš kar izgine, v bistvu tudi otroku lahko povzroči to neko stisko, ker recimo se otrok nekaj časa igra, potem pa bi rabil spet nekaj več te bližine, pa želi iti poiskati starša in starša kar naenkrat tam več ni. In otroci si res ne znajo razložiti, mogoče pa je šla mami zdaj na stranišče, pa se verjetno potem pride kmalu nazaj in ostanejo otrok potem v bistvu samo v tem strahu in lahko včasih ne bo sicer to držalo za vse otroke, no, ampak včasih lahko potem to še oteži samo uvajanje, ker potem pa recimo naslednji dan pa otrok mogoče ne bo več tako prepričan, da res lahko gre varno raziskovati in se potem vrne nazaj in se potem otrok še dlje časa mogoče oklepa starša, kot pa bi se, če bi se starš poslovil, pa potem bi otrok vsaj videl, ok, zdaj mami, oči res gresta in potem starš tudi pride nazaj in se lahko zgodi spet ta združitev in bo to za odnos, pa za varnost, ki jo otrok v tem odnosu čuti, veliko bolj spodbudno, kot pa to, da kar naenkrat izginemo, čeprav se nam mogoče zdi, da se otrok itak igra in da bomo naredili več škode s tem, če se zdaj od njega poslovimo, no, ampak za ta občutek varnosti je res pomembno, da otrok vidi, da gremo, ne pa da kar naenkrat nas tam več ni, ko bi nas otrok potreboval. Ja, super, hvala, se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Kaj pa mogoče druge spremembe, ko uvajamo vrtec? Uvajanje vrtec je sprememba tudi pač za otroka in za celo družino. Mogoče verjetno je fino, da takrat, če je le možno, ni kakšnih drugih sprememb ali kako. Ja, zdaj ni sicer to vedno možno. Včasih, recimo, ne vem, kakšna selitev sovpada tudi s tem, da otrok potem začenja z novim vrtcem. Če se zgodi več sprememb hkrati, je potem še toliko bolj pomembno, no, da se res pripravljamo na to spremembo, da se o njej pogovarjamo, da gremo počasi, postopno, potrpežljivo potem v ta nova okolja, ampak če se pa da, bi pa želeli vseeno te spremembe čim bolj zminimizirati, se pravi, da recimo ne odvajamo od pleničk, da ne odvajamo od dude, da ne spreminjamo doma nekih velikih rutin, ravno takrat, ko gre otrok v vrtec, zato da čim bolj zmanjšamo vse te spremembe in s tem tudi negotovost pa stres, ki jo tudi vsaka sprememba prinese potem s sabo. Kaj pa, ko si rekla, odvajanje od dude, od pleničk, kaj pa odvajanje od dojenja? Pač se mi zdi, da je za nekatere to, pač imajo nekatere mamice stisko, da mislijo, da potrebujejo. Ja, to je kar taka podobna, pogosta stiska, ki se dogaja pri starših, sploh če so recimo otroci oziroma dojenčki res navajeni samo z dojenjem zaspati, potem veliko staršev skrbi, kako bo pa potem otrok zaspal recimo v vrtcu, če pa doma recimo nikoli noče zaspati brez dojenja, ampak za večino otrok ni potrebno karkoli spreminjati uvajanja, preden gre otrok v vrtec, ker je tam v vrtcu res drugačna dinamika, tudi drugačne osebe so, drugačno okolje, vsi otroci okrog tudi spijo, drugačne rutine so in se otroci večinoma se navadijo potem zelo kmalu tudi na to, da uspavanje v vrtcu poteka drugače, v bistvu zelo podobno, kot recimo bi se otrok lahko navadil tudi na to, da ga uspava recimo partner brez dojenja, ne, pa bi onedva našla neko svojo rutino, svoj način umirjanja, bo tudi v vrtcu otrok našel potem nek drugačen način uspavanja, se bo navadil zaspati drugače. Veliko staršev potem tudi reče, recimo, ko je otrok že nekaj časa v vrtcu, da v vrtcu zaspi brez težav, da vzgojiteljice pravijo, da ne rabi bližine, da ne rabi božanja, doma ima pa recimo otrok res dolg seznam zahtev, kaj vse mora recimo starš zvečer narediti, da bo lažje zaspal. Tako da res ni potrebno
spreminjati uspavanja, ker bo otrok se potem tudi v vrtcu naučil zaspati drugače. Edino, kar je lahko recimo spodbudno, je, da mogoče na sestankih, ki jih imajo starši z vrtcem, z vzgojitelji pred vstopom v vrtec, lahko mogoče vprašajo, a ima vzgojiteljica recimo navado, da med spanjem oziroma med uspavanjem, da berejo kakšne pravljice ali mogoče poslušajo kakšno pesmico, pa potem lahko mogoče to prakticirajo starši še doma, da bo ostalo recimo nekaj podobno tudi potem, ko gre otrok v vrtec, da bodo na en element uspavanja oziroma rutine potem že navajeni. Super ideja. Kaj pa, mislim, prej, ko si rekla glede uspavanja, se mi zdi tudi pri vmesnih počitkih, da je veliko doma, saj pri hčeri, ki je pač zdaj stara 4,5, teži se bolj upira doma, kot v vrtcu, ki je res drugačno to uspavanje, pa vsi spijo, pa druga rutina. Mogoče kaj pa tisti, nekatere starše tudi skrbi, ki imajo pač njihovi dojenčki, takrat pri 11 mesecih, še 2 počitka. Se verjetno to tudi vse da dogovoriti. Ja, po mojih izkušnjah recimo se veliko vrtcev tudi prilagodi na tak način, da imajo sploh v teh najmlajših skupinah je tkje na tleh še kakšna blazina, kakšen kotiček, pa potem lahko zjutraj otroci recimo še dopoldne še malo pospijo, pa potem grejo spat za tista velik počitek, ali pa recimo tudi se otroci potem dokaj hitro navadijo tudi na ta nov ritem. V vrtcu je itak veliko novega, so tudi aktivnosti, se veliko dogaja, tako da potem včasih tudi otroci lažje dejansko počakajo na tisti glavni počitek, pa potem mogoče popoldne, ko grejo domov iz vrtca, še imajo en tak krajši počitek, da lažje počakajo potem na večer. Ponavadi se ta sprememba potem na en počitek zelo spontano zgodi, se pa vedno je smiselno potem tudi to z vrtcem skomunicirati, pa če starše skrbi, mogoče preveriti, a je kakšna možnost, da bi pa otrok recimo še dopoldne, medtem ko imajo mogoče kakšno igro, se malo ulegel, malo počil, da bo potem do tistega glavnega počitka lažje počakal. Se pravi, spet sva na tej komunikaciji, da se prej pač pogovorijo z vzgojiteljico in povejo te posebnosti oziroma pač kar skrbi tudi, kar jih skrbi. Je kaj drugače uvajajo, pač zdaj je tudi kar nekaj dvojčkov, je tukaj drugače, če imajo 2 otroka, dvojčka? Zagotovo je drugače iz tega vidika, da ni mogoče samo en nabor potreb pri enem otroku, ki jih je potrebno zadovoljevati, ampak moramo v bistvu držati prostor za 2 otroka, ki sta si lahko podobna, mogoče si pa tudi nista tako zelo podobna. V bistvu princip nekako priprave pa uvajanja je še vedno podoben, se pravi, da se pogovarjamo o tej spremembi, da nudimo potem tudi čas, da se otroka postopno uvedeta v vrtec. Mogoče, kar bi omenila nekako kot posebnost ali pa nekaj, kar se je mogoče fino zavedati, je tudi to, da vseeno je dobro, če smo lahko odrasli tisti, ki držimo prostor za ta čustva, da ne pričakujemo potem preveč recimo od enega otroka, da recimo skrbi potem za drugega otroka, ampak da poskušamo vseeno, kolikor se da, tudi mi biti tam za otroke, pa res potem se odzivati na njihove potrebe, jim tudi nuditi to tolažbo, ki jo potrebujejo, da se ne potem preveč otrok, recimo enega otroka postavi v vlogo v bistvu skrbnika za drugega otroka. Je pa seveda lahko včasih lažje, če sta 2, ker se že poznata, pa potem mogoče lažje kakšno spremembo potem tudi sprejmeta. Ja, super, hvala. Katere so pa tista, jaz sem zdaj par vprašanj oziroma ker se mi zdi, da starše zadevajo, nate se pa tudi pogosto obračajo. Katere so tista najpogostejša vprašanja, če je še kakšno, ki ga ti, ali pa skrb, ki ga ti dobiš najbolj pogosto v zvezi s tem? Mislim, da sva kar veliko teh glavnih že omenili, sploh to z poslavljanjem, pa z odvajanjem od dojenja. Mogoče neka skrb, ki se velikokrat pojavlja, je recimo tudi to, da otrok joka, recimo, ko se poslovimo, in se mi zdi pomembno vseeno razumeti, da jaz recimo, ko se starši pripravljamo recimo na uvajanje, pa ko imamo kakšna predavanja, običajno rečem, da ni
cilj uvajanja, da bo zdaj potekalo vedno brez recimo joka, pa brez nekih čustev, ker je to velika sprememba in je tudi razumljivo, da je otrok včasih žalosten glede te spremembe, da mu ni ta sprememba všeč, ampak je veliko bolj pomembno kot to, da zdaj stremimo k temu, da ne bo nobenega joka in nobene žalosti, bolj pomembno to, da se zavedamo, da smo mi tam, da res ta jok lahko, da se nanj lahko odzovemo, da lahko otroka stisnemo, da mu povemo, da ga imamo še vedno radi, da se res z njim pogovarjamo tudi o tej spremembi, pa da hkrati tudi zaupamo, da bo tudi vzgojiteljica oziroma tista oseba, ki za otroka skrbi, da bo tam na voljo za ta čustva, da se bo lahko odzvala na otroka in s tem, ko bo tudi v bistvu lahko recimo ta nova oseba, ki za otroka skrbi, ga potolažila, se bo tudi ta njun odnos potem gradil, se bo razvijal in bo s časoma potem se tudi otrok lahko v vrtcu bolj prijetno počutil. No. Pa mogoče tudi eno vprašanje, ki se velikokrat pojavlja, je čisto, kako konkretno se najbolje recimo na vrtec tudi pripraviti. Sicer se mi zdi, da sva malo to že omenili, no, ampak recimo branje tudi kakšnih slikanic, ki jih je veliko tako, o vrtcu, pa lahko potem tudi gledamo z otrokom, glej, tukaj pa rišejo, mogoče boste tudi vi risali v vrtcu, lahko si gremo tudi na sprehodu pogledati, kam bo dejansko otrok šel, gremo ven mogoče na sprehod takrat, ko so tudi drugi otroci zunaj, da malo otrok vidi recimo tudi, kaj se počne v vrtcu, pa da se pogovarjamo predvsem o tem, kaj se bo dogajalo, da bo šel otrok tja v vrtec, ampak da se bomo popoldne potem spet prišli nazaj, se bomo spet združili, bomo spet povezani, da otroku tudi, če se nam zdi, da nas mogoče še ne razume, res pripovedujemo, no, tudi o tem, kaj se bo dogajalo, kaj se bo spremenilo, da odvzamemo malo te negotovosti, ki ponavadi pride zraven teh sprememb pa tega novega okolja. V bistvu tudi pač starejši dojenčki, mlajši malčki, se mi zdi, da tudi vsem kar veliko razumejo, čeprav pač mogoče še ne, sicer še ne govorijo, ampak razumejo pa res. Tako da se mi zdi res fino, no, da se z njimi pogovarjamo ali ob knjigah, ali pa tudi, kot si rekla, to, no, da pokažemo, kje bo ta vrtec, da gremo mim, da se mogoče tudi že lahko prej dogovorimo, pa obiščemo. Tako, super. Bi glede celotne teme še pač kaj dodala, kaj smo pomembnega izpustili? Se mi zdi, da sva kar vse te glavne stvari nekako zajeli. Mogoče bi samo to dodala, da tako kot sva se malo tudi že pogovarjali, no, se mi zdi, da si velikokrat mogoče kakšne stvari malo preveč zakompliciramo, ampak v resnici je tisto bistvo je predvsem opazovati otroka, pa imeti otroka rad. Se mi zdi, da s tem, ko delaš z enim dobrim namenom, se mi zdi, da se potem tudi že marsikatera druga stvar poklopi, ker si tam prisoten v odnosu, otroka spoznavaš in se naučiš, kaj potrebuje, kakšni so odzivi tudi v nekih situacijah, ki bodo za tega otroka najbolje delovali, in se mi zdi, da veliko, no, že samo s tem, da res razvijamo te dobre namene, da delamo v dobro otroka, se lahko potem veliko stvari, no, postavi na eno dobro mesto in se zgradi potem preko tega ta tudi varen odnos. Wow, lepo. Ja, potem bi se pa na zaključno vprašanje navezala. Kaj je pač Poslušam se je moj podcast, ampak je pa tudi besedna zveza. In kaj je tvoja prva asociacija na Poslušam se? Se mi zdi mogoče malo povezano s tem, kar sva se tudi že mogoče malo povezano s tem, no, kar smo se pogovarjali, ampak mene vedno spomni samo na to, da nekako poslušaš sebe, kaj dejansko res rabiš. Se mi zdi, da se veliko odgovorov res skriva dejansko že v nas samih, in ko si rekla na začetku, recimo, da je veliko nekih informacij zdaj okrog nas, veliko vsega, kaj bi morali, kako bi morali, se mi zdi, da v bistvu to, da se znamo tudi vrniti k sebi, pa sebe poslušati, pa preveriti, kaj mi čutimo, da je recimo tudi kdaj prav, kaj mi čutimo v sebi, kako doživljamo zdaj kakšno stvarno, se mi zdi, da je res pomembno, no, da sami sebe tudi poslušamo, pa da si zaupamo, da imamo tudi neke odgovore.
Ja, super. In tudi pri uvajanju vrtec to lahko Točno tako. upoštevamo. Ja, najlepša hvala še enkrat, da si se odzvala, bilo res velik pomen. Hvala tudi tebi, da si me povabila, pa sem res vesela, da sva se lahko ravno o teh temah danes pogovarjali, ker so mi res ljube, no, pa se mi zdi, da so tudi za poslušalce so take vsakdanje teme, ki so tudi lahko potem zelo koristne in meni osebno ta varna navezanost res predstavlja eno tako bistvo vzgoje, tako da sem res vesela, da sva danes tudi o tem lahko spregovorili. Ja, res hvala še enkrat za vse te koristne informacije. Upam, da si kakšna vzela beležko, mislim, da bo prav prišla. Vsem pa, vsakmu in vsem hvala za poslušanje in se slišimo, vidimo kmalu. Če ti je bil pogovor všeč, vljudno vabljena, da se naročiš na kanal Poslušam se. Polona!